Robert Terčeli iz podjetja Farmedica pa je današnji prispevek namenil moškim in njihovim težavam s prostato. No, čeprav je tale oddaja na sporedu v decembru in november, kot mu rečemo zdaj že pogovorno Movember, je bil ti značilen mesec osveščanja o moškem zdravju, pa to nikoli ni prepozno. Tokratna oddaja, kot vidite, malo iz ozadja in tako naprej, je bolj v takem meglenem ozračju, bolj jesensko. Tudi težave z moškim zdravjem se včasih kasneje v življenju bolj pojavljajo kot v mlajših letih. In danes bomo predvsem v ospredju govorili o prostati, seveda nekaj, kar moškega spremlja celo življenje, pa bo da vedeti, da včasih je neugodno, ko se poveča šele v kasnejšem obdobju življenja in tako nenevarno povečanje prostate predvsem povzroča, kot temu rečemo, urološke težave. Naj jih nekratko opišem. Enkrat povečana prostata dejansko otežuje uriniranje, večkrat gremo na malo potrebo. Po noči vstajamo in hodimo na malo potrebo, kar seveda sploh ni prijetno in moti tudi spanec. Ko opravljamo malo potrebo, jo opravljamo težko, curek je dejansko prekinjajoč. Tudi po opravljeni mali potrebi je prisotno še kapljanje in imamo občutek nepopolno izpraznjenega mehurja. To je pogostokrat težava, ki nas ponovno privede do naslednje epizode male potrebe. No in seveda, če je to večkrat dnevno, če to postaja vse bolj tečno, nerodno, potem je čas, da obiščemo zdravnika. Zakaj je pomembno, da pri prvem takem pojavljanju ne pričnemo takoj samo zdravljenjem? Pomembno je zaradi tega, ker vzroki niso vedno taki, da lahko sami prepoznamo, zakaj gre. Lahko je prostata, lahko je nenevarno povečana prostata, lahko je vneta prostata, lahko pa seveda tudi karcinogena oziroma maligna sprememba, ki jo je treba pričeti takoj zdraviti na drugačen način in tu ne smemo zamuditi nobenega primernega časovnega pričetka, zelo pomembno. Lahko pa je seveda tudi prisoten razdražljiv mehur oziroma druge težave povezane z sečili, kjer je dobro, da zdravnik le vidi, zakaj gre. Če gre dejansko za diagnozo nenevarno povečane prostate, če gre za težave s prostato, klasične, ki se pri moškemu prikradejo skozi čas, pa je zdravilo Foglovo Prostasan zelo na mestu. Ni prehransko dopolnilo, to posebej poudarjamo, ima konkretne učinke, dokazane tudi v številnih kontroliranih kliničnih raziskavah in Prostasan na naraven način z eno samo kapsulo dnevno znatno olajša uriniranje, znatno olajša izpraznitev mehurja, manjkrat bomo vstajali ponoči, več bomo imeli zdravega spanca. Tudi z Prostasanom in sicer zdravim slogom življenja, tudi v kasnejših obdobjih življenja lahko moški zdravo živimo. In zato ni nikoli prepozno.